Spoštovane, spoštovani, dobrodošli vojaški obvezniki letnika 2006 in gospodične letnika 2006, ki ste jih tako lepo pospremili. A lahko prosim, lahko, hvala. Dobrodošli na klasični vestirangi v Pivki. Pozdravljam vojaške obveznike občine Pivka, ki so se udeležili z nabornimi vozovi, občina Divača tudi z nabornim vozom in z avtobusi še občina Sežana in Komen. Dobrodošli. Nahajamo se v parku vojaške zgodovine v Pivki, ki je edini tak park v Sloveniji. Današnji dan bo za vas malo drugačen, saj boste spoznali vaše vojaške dolžnosti, ko postajate stari 18 let. Na samo predstavitev so vabljena tudi dekleta vašega letnika, kajti po sami vojaški dolžnosti sledi predstavitev Slovenske vojske kot vašega morebitnega bodočega delodajalca. Med nami je tudi direktor Parka vojaške zgodovine in podžupanja občine Pivka, gospa Majda, in z nami je tudi poveljnik Pivške vojašnice, major Trebižan. K nagovoru vabim direktorja Parka vojaške zgodovine, gospoda Boštjančiča, kot našega gostitelja. Hvala. Hvala lepa. Najprej iskrene čestitke vsem fantom letnika 2006, puncem letnika 2006, ki ste pomagali pri pripravi teh nabornih vozov. Veseli smo, da se niste ustrašili držja slabega vremena in kot pravi fanti, res pripravili vozove za vestirango. V parku smo ponosni, da že nekaj let v svoji organizaciji z upravo za obrambo Postojna organiziramo ta dogodek. V bistvu čestitamo tudi upravi za obrambo Postojna, ker takrat, ko se je ukinil nabor, ko se je ukinila vojaška obveznost neposredna, je bilo kazalo, da bo vestiranga kot ta tradicionalni običaj izumrla in v bistvu s tem prenosom na to seznanitev z vojaško dolžnostjo je ponovno zaživela in res čestitke in zahvala, tudi kot muzej, se zahvaljujemo, da se kot neka živa dediščina ta tradicija ohranjanja vestirenge živi naprej. Tako da, hvala lepa, želim vam lep dan, tak, da bi vam ostal v lepem spominu. Hvala. Občina Pivka, kot vaš pokrovitelj, poleg uprave za obrambo Postojna te vestirange, vas vsako leto bogato nagradi, sploh izdelovalce nabornih vozov. Tu ste lahko hvaležni občini, županu in podžupani, katero vabim k nagovoru, tako da gospa Majda Godina, odrevaš. Najlepša hvala in lepo pozdravljeni vsi udeleženci. Vizito lahko opredelimo kot pregled za ugotovitev vojaške sposobnosti. Je kot nekakšen zrelostni izpit oziroma prehod mladeničev v svet odraslosti. Vizita kot običaj slovesnega odhoda na nabor sega v obdobje Marije Terezije od 19. stoletja naprej. Predstavlja možnost prepevanja slovenskih pesmi, vihtenje slovenske zastave ter uveljavljanje domače besede. V preteklosti je naborna komisija preverila sposobnost fantov za služenje domovini, pozneje pa je vizita dobila vlogo krajevnega in občinskega praznika, ko so vojaški obvezniki oziroma 18-letniki prišli v spremstvu deklet na okrašenih vozovih. Priprave na vizito se začele že z pripravo vozov in papirnatih rož, ki jih je izdelovala celotna vas. Na dan nabora je zbrana druščina v okrašenem vozilu ter ob glasbeni spremljavi krenila na pot do naborne komisije. Po uspešnem pregledu in potrditvi so mladeniče pričakale dekleta,
in jim pripela trakove v znamenju trobojnice ter s tem potrdila, da so sposobni za vojsko. Ob pridobljenem zanosu in ponosu so sledile obveznosti in nova disciplina v življenju. V želji, da bi ohranili ta slovenski običaj in ga razumeli kot narodno bogatstvo, ki spremlja mladost in ukaželjnost, vas v imenu občine Pivka lepo pozdravljam. Želim vam, da vam ta dan ostane v lepem spominu in ne glede na vreme, to je dež in mraz. Hvala lepa. Občina Pivka ima to čast, da ima pri sebi tudi locirano vojaško bojno enoto. K nagovoru vabim poveljnika 45. centra goseničnih bojnih vozil, majorja Trebižana. Živijo, jaz bom kratk, ker vem, da vas čaka še dolg dan, danes je naporen. Rad bi vas sam pozdravil kot poveljnik vojašnice in zadnje oklepne enote Slovenske vojske, ki nastane na tle v Pivki. V okviru tega vikenda imamo jutri tudi dan odprtih vrat, tako da popoldne enkrat, ker pa ste se malo spočili, ste vsi vabljeni, da se prijete enkrat zapeljati s tankom in se malo pogledati. Za danes vam pa želim vsem lep dan in veselo naprej. Hvala. Slovensko himno so nas počastili čudoviti pevci, katerega predstavo bom prepustila njim. Uradni del po pevcih je zaključen. Vojaške obveznike in pripadajoča dekleta letnika 2006 vabim v dvorano zadaj za helikopter, kjer mi nadaljujemo seznanitev vojaških obveznikov. Vsi ostali si ta cajt pogledajte muzej. V dvorani bomo cirka 45 minut. Po tej predstavitvi sledi še pogostitev s pico. Upam, da jo pripeljejo v tem času, imamo nekaj tehničnih težav. Tako da pevce vabim, da se sami predstavijo, vam bojo pa še zapeli kakšno pesem, katero se kar veselo pridružite z glasovi pa s harmonikami. Hvala. Lepo pozdravljeni tudi z naše strani. Smo pevski zbor Dragonarji generala Maistra. Prihajamo pa iz one strani Javornika, natančneje iz Unca. To je kraj, kjer je general Maister še kot mladenič odhajal na počitnice k teti in stricu. Kasneje, v starosti 60 let, je pa na Uncu tudi umrl. Obleke, ki jih imamo na sebi, predstavljajo cesarsko-kraljevi štajersko-koroško-krajinski polk številka 5, v katerem je bilo leta 1914 več kot polovica slovenskih fantov. Ko je razpadla Avstro-Ogrska monarhija leta 1918, se je slovenski del dragonarjev pridružil generalu Maistru na fronti na Koroškem in pri pohodu v Prekmurju. Letos je leto generala Maistra. Mi vam bomo najprej predstavili njegov recital. Veste, Maister je bil pesnik in sicer z naslovom Naprej, ki ga bo recitiral naš zborovodja Jože Oblak. Potem bomo zapeli eno Maistrovo pesem V boj. Za to pesmijo bomo zapeli eno pesem, ki jo vsako leto tukaj zapojemo in nam tudi pomagate. Regiment po cesti gre. Naslednja pesem jo bomo pa prepustili vam, pa ne bo slovenski vojak, mi vam bomo pa pomagali. Se strinjate? Ja, strinjate. No, lepo se mejte še naprej. Žarki, kresovi, krvavi plameni, kakor silni
sami arhangeli te. Bratje, naša pomlad gre izstav. Bistra ko burja, močna kovalj. Naša domovja se je zagnala. Tmo razklala. Sonce skovala, sonce kralja Matjaža dan. Bratje, sedlo vajeti v dlan, Drava nas zove, jadra rjove, vranci naj skrešajo trde podkove, bratje, naprej!
pevcem. S tem je slavnostnega dela današnje vizite končan. Vojaške obveznike vseh 4 občin vabim v dvorano, da nadaljujemo samo predstavitvijo vojaške dolžnosti. Ostala navodila za naprej dobite v dvorani, ravno tako opravičila. Prosim, hvala.